Družina je namreč temelj družbe, zato mora imeti največjo možno podporo države. Vemo, kakšna je demografska slika v Sloveniji, da ni najbolj razveseljiva, čeprav se je trend že nekoliko obrnil, verjetno tudi zato, ker smo v zadnjem času družinsko politiko bolj poudarjali in zanjo tudi sprejeli nekatere pozitivne ukrepe. Zavzemali se bomo za usklajeno spremembo predpisov, ki urejajo poklicno in družinsko življenje, in bomo tudi predlagali družinam naklonjeno davčno in stanovanjsko politiko. Vsi vemo, da v tem času mladi težko dobijo zaposlitev in tudi, če jo imajo, težko ustvarijo družino, ker ne morejo rešiti prvega stanovanjskega problema. Zato bomo v ospredje naše politike tudi postavili cenovno dostopno prvo stanovanje, oziroma da bi država dala na razpolago določeno število manjših stanovanj za rešitev prvega stanovanjskega problema za določeno obdobje, morda 5 do 10 let, in v tem času bi si mlada družina lahko tudi zbrala sredstva in priskrbela večjo stanovanje ali zgradila stanovanjsko hišo in podobno. Torej, spodbujali bomo politiko lokalnih skupnosti in države, da bi mladi lažje dosegli prvo stanovanje. Potem poudarjamo tudi svobodno izbiro načina otroškega varstva predšolskih otrok. Sedaj vemo, da je mreža vrtcev zelo široka, da so naši vrtci zelo kakovostni, vendar so stroški za varovanje otrok v vrtcih izredno visoki in to podpirajo tako občine kot tudi do določene mere država, vendar mi predlagamo, da bi tudi subvencije za varovanje dobili otroci, ki ne obiskujejo vrtca in bi na ta način pravzaprav imeli manj stroškov, pa vseeno bi imeli starši večjo možnost izbire predšolskega varstva. To se nam še posebno zdi pomembno v zgodnjem obdobju, torej v obdobju do 3 let starosti otroka, torej da imajo starši večjo možnost izbire. Potem bomo spodbujali tudi delodajalce za zaposlovanje staršev majhnih otrok in možnost zaposlovanja s krajšim delovnim časom. To že poznamo in želimo, da se v tej smeri naša politika nadaljuje. Ker vemo, da je izredno pomembno, da število otrok, ki je v preteklosti upadalo, sedaj se trend obrnil, zato je zelo pomembno, da to še naprej spodbujamo. Spodbujali bomo tudi to, da bi matere v zgodnejšem, torej prej rodile prvega otroka. Ravno sedaj smo slišali podatke, da je prvo rojstvo, torej da matere prvič rodijo v starosti 29 let, kar je zelo pozno in so s tem povezane tudi druge težave, več zdravstvenih problemov. Zato menimo, da bi morala država materialno spodbujati rojevanje v zgodnejšem obdobju in pa tudi, da dajemo spodbude tudi za prvega, za drugega otroka in pa finančne olajšave za tretjega in pa za vse nadaljne otroke. In pa poudarjamo tudi spodbujanje medgeneracijske solidarnosti. Vemo, da mnogi starejši pari imajo velika stanovanja, ki jih težko vzdržujejo, mlade družine težko dobijo stanovanja. Torej na tej človeški ravni je potrebno spodbujati ljudi, da bodo iskali možnosti tudi za takšno sodelovanje, izmenjavo stanovanj in medsebojno pomoč in solidarnost. Torej, ni vse v denarju, pomembni so človeški viri in mislim, da prav na tem področju Slovenija še ni vsega naredila. Tukaj imamo še veliko rezerv.